Lepo zdrav, Mihael Žmahar sem s tabo in danes imam zate en fajni mini dokumentarni film. In tokrat je ta film o znanju, enem zelo pomembnem znanju iz tečaja mojster meditacijske terapije in s tabo bi rad podelil en koncept zdravljenja, ki ga učim na tečaju mojster meditacijske terapije. Veliko ljudi mi piše, veš, ko se gre za ta tečaj, pa reče Mihael, ta tečaj zveni fantastično, obširen je, ogromno stvari se učim, ampak daj nam nekaj poveja, veš, nekaj konkretnega, neko znanje, ki ga učiš na tem tečaju. Ali neko tehniko, ko učiš na tem tečaju. Evo, in zdaj temu je namenjen ta dokumentarc. Tečaj se drugače začne 21. oktobra in poteka preko spleta in to je tečaj, kjer bom izučil novo skupino meditacijskih terapevtov z naprednimi znanji upravljanja zdravilnih zaščitnih manifestacijskih energij, tako da tečaj je absolutno izjemen, dobiš darila na dom, na koncu te certificiran kot meditacijskega terapeuta in lahko delaš meditacijske terapije ljudem naprej, ne? Tako da vse te tehnične stvari v tečaju, če te zanima, si pogled na linku, ki je pripet nekje ob tem videu, ampak zdaj bi ti pa rad povedal s tabo par utrinkov iz tega tečaja. Rad bi s tabo podelil eno konkretno znanje in eno konkretno tehniko. Okay? Zato, ker res verjamem, da to rabiš poznati, da rabiš razumeti, da ti bo veliko bolj jasno, zakaj je planet Zemlja takšen, kot je. Prva stvar, ki bi rad s tabo danes predebatiral, je, da v bistvu je planet Zemlja ločen na dva planeta. To pomeni, mi živimo na enem planetu, ampak energijsko-frekvenčno je planet Zemlja, ta Zemlja, na kateri vsi živimo, ločen na dva planeta. V bistvu obstajata dva planeta drug ob drugem oziroma drug znotraj drugega. Imamo planet z visoko zavestjo, ki ga jaz imenujem planet A na tem planetu, in imamo planet z nizko zavestjo, ki ga imenujem planet B. Oba ta planeta obstajata drug v drugem, to sta v bistvu dva svetova v enem in planet Zemlja je tako zgrajen zaradi tega, da lahko ljudje lažje izkušamo ta planet. Da lahko ljudje lažje izkušamo energijo, da lahko ljudje lažje se učimo, da imamo polarnost. Zato imamo na tem planetu in dobre stvari in slabe stvari. Dobre energije in manj dobre energije. Zdaj pa kaj to pomeni? Da ti bo malo bolj zanimivo, veš, opazovati ta planet. Planet A je planet, ki se nahaja na planetu Zemlja in je planet, v katerem živijo oziroma na katerem živijo duše z visoko zavestjo. To so ponovadi tiste duše, ki so že nekako našle stik same sabo, to so tiste duše, ki nekako so sinhronizirane z planetom, z naravo in iščejo nek duhovni smisel v sebi, poznajo svoje življenjsko poslanstvo in zaradi tega, ker poznajo, kaj je narava, ker poznajo sebe, kaj si želijo, potem tudi spoštujejo sebe. To se pravi, ljudje iz planeta A so ljudje, ki skrbijo za svoje telo, ki znajo v sebi ustvarjati harmonijo, ki znajo v svojem umu ustvarjati mir, ki znajo manifestirati. To pomeni, da ti ljudje z planeta A oziroma te duše z planeta A, ko imajo nek cilj, ga znajo realizirati, ga znajo razviti, ga znajo doseči, da se zgodi. Ampak skupna lastnost vseh duš oziroma ljudi iz planeta A je, da ustvarjajo pozitiven impakt na svet okoli sebe. To se pravi, njihov vpliv na druge ljudi, živali, rastline, planet je dober, je svetloben. Lahko jim tudi rečemo kar light workerji. Ampak planet A je v bistvu planet, kjer živijo ljudje, ki tudi nimajo nekih velikih težav fizično, nimajo nekih velikih težav v smislu organizacije življenja in nimajo težke karme. Zaradi tega, ker so večino karmičnih lekcij že te duše predelale, nekako so se naučile lekcij, so sprejele lekcije, so zrasle in zdaj živijo mirno, manifestacijsko napredno, ampak mirno življenje. In to je planet A. In take ljudi lahko najdeš po tem svetu, a ne? Če se malo zreš okoli sebe, najdeš par ljudi iz planeta A, ko jih pogledaš, pa rečeš, pišeš kot človek, ti imaš pa lepo življenje. Ti si pa ful vredo človek, ti pa nimaš drame v življenju, ti pa znaš ustvariti tisto, kar si želiš, ti pa nimaš nekih težkih lekcij, nekih težkih karmičnih preizkušenj v življenju. In to so ljudje z planeta A. Takšni ljudje imajo lepa življenja, takšni ljudje znajo ustvarjati, takšni ljudje se znajo povezovati in to je tudi nekaj, kar v bistvu kak mi iščemo na planetu Zemlja, da pridemo čim prej v planet A, če še nismo tam. No, potem pa na drugi strani obstaja planet B. Planet B je pa popolno nasprotje planeta A. Na planetu B, na Zemlji, je pa frekvenčno živijo mlade duše. To so sicer duše, ki so lahko zelo intenzivne in divje,
ampak njihova skupna lastnost je, da imajo kratkoročno razmišljanje. To meni njihova glavna lekcija, njihova glavno poslanstvo je, da izkušajo čim več zunanjih stvari. Te duše so ponovadi potem tudi energijsko zelo materialistično usmerjene, zelo imajo velik ego. Ljudi iz planeta B prepoznamo, da imajo zelo egoističen ego. To pomeni jaz, kar sem jaz pomemben, moja izkušnja, moje življenje. Na tem planetu se gre samo zame. Na tem planetu se gre samo za to, da sem jaz srečen, srečna, ne? Drugi me ne zanimajo. In potem so ljudje iz planeta B, duše iz planeta B, so v bistvu zelo nagnjeni k iskanju sebe v zunanjem svetu. Ne? Zato je tudi potem na tem planetu B veliko odvisnosti. Ljudje potrebujejo zunanje motivacijske faktorje. Ljudje nimajo tukaj močnega stika s sabo, nimajo stika za svojo notranjo duhovnostjo, za svojim notranjim virom, za svojo notranjo dušo, ampak probajo zaradi tega narediti stik z nečim zunanjim. Ne? In so potem ti ljudje odvisni od nečesa, ali od hrane, ali od drog, ali alkohola, iščejo srečo v zunanjem svetu. Ne? Ker naprimer duše iz planeta A zelo razumejo, da tebe zunanji svet ne more osrečiti. Tebe osreči notranje stanje uma, notranja izpopolnjenost. Ne? No, od znotri se vse začne dogajati in nazven se samo sprojecira. To razumejo duše iz planeta A. Duše iz planeta B pa ne. Zato duše iz planeta B potem mrzlično, na zelo egoističen način gradijo življenje, ne? In so zelo zgubljene v večini primerov. In takih ljudi na tem planetu je trenutno kar dost. Zelo veliko ljudi na tem planetu je energijsko, sploh ne vejo, kdo so, ne vejo, kaj je njihovo življenjsko poslanstvo, ne zavedajo se svojih talentov, darov, ki jih imajo. Uničujejo naravo, uničujejo druge ljudi. Vedno, ko vidiš nekega človeka, ki uničuje nekoga drugega, ki uničuje naravo, ki onesnažuje okolje, ki sebe uničuje z neko odvisnostjo, moraš vedeti, da gledaš psiho, ki vibrira v planetu B. Nič je narobe, ampak to so pač mlade duše, ki še sebe komi postavljajo. Ne? Tako da to je ena taka zelo velika razlika. Ne? In tudi na planetu Zemlja imamo področja, ki so frekventno bolj naklonjena planetu A oziroma ljudem iz planeta A, in imamo področja, ki so frekventno bolj naklonjena ljudem iz planeta B. Ne, tudi, naprimer, če pogledaš svet, saj imaš na tem planetu ful visoko razvite frekvenčne kraje, države, ki so čiste, ki imajo visoko zavest, ki imajo urejene sisteme, ki imajo nizko stopnjo kriminala, države, kjer so ljudje srečni, kjer lahko gradijo življenje, kariere, ustvarjajo družine, so varni. Ne? Imamo take države, ne, ena taka država je Islandija, ne? Ker lahko vse to ustvariš. In imamo totalno kaotične države, v katerih se bojijo ljudje za življenje, v katerih nimajo osnovnih sistemov postavljenih, kot so zdravstvo, bančni sistemi in tako dalje. Imamo države, kjer so ljudje streljajo, koljejo, ubijajo za denar. Absolutno nizka zavest, nizka frekvenca. Ne? In taka država, naprimer, je Afganistan, mogoče trenutno. Planet B. Ampak Islandija, planet A, in Afganistan, planet B, sta oba na istem planetu. In tako ti živiš v bistvu na planetu, ki je razdeljen v planet A in planet B. In tudi ljudje na tem planetu smo frekvenčno razdeljeni v planet A in planet B. Zato lahko imaš, naprimer, neko mesto, rečemo velemesto New York, ja? New York. V New Yorku živijo ljudje iz planeta A in ljudje iz planeta B. Imaš v New Yorku ljudi, ki uresničujejo svoje poslanstva, ki gradijo svoje kariere, ki gradijo svet. Ne, ki uporabljajo resurse moderne družbe za to, da ustvarjajo svoje vizije, in imaš istočasno v New Yorku, v istem mestu ljudi iz planeta B, ki uničujejo svet, ki uničujejo sebe, ki živijo absolutno nizkofrekvenčno življenje. Ne, naprimer, to je ena taka stvar, na katero želim svoje terapevte pripraviti, da razumejo, s katero frekvenco imajo opravek. In to je tako pomembno znanje. Ne? In seveda gremo potem na tečaj, potem veliko globje, kateri kraji so planet A, kateri kraji so planet B, kateri občutki in katere osebnosti so planet A in katere so osebnosti so planet B in s kje kdo prihaja, da sploh veš, s kom imaš opravka. Ne? To je ena taka stvar, ki sem hotel danes s tabo deliti. Ne? Da boš razumela, zakaj je ta planet toliko frekventno drugačen, zakaj je ta planet toliko, veš,
v enem mestu, v eni ulici živijo milijonarji, ki imajo srečne družine in vse življenje, kar hočejo, na drugi strani so pa tolpe, ki se streljajo in preprodajajo drogo in so te pripravljeni zaštihati za 100 gramov nečesa prepovedanega. A veš, kako je to možno, da to dvoje obstaja v istem mestu? Zaradi tega, ker je planet na tak način narejen. To je zelo pomembna stvar. Okay? Tako da, evo, eno tako znanje s tečajem mojstra meditacijske terapije. Druga stvar, ki bi pa zdaj rad s tabo podelil, je pa eno zanimivo razumevanje energije zdravljenja. To je pa zdaj čist drugo področje, ne povezano s prvim, zaradi tega, ker tečaj mojstra meditacijske terapije je zelo širok tečaj. Na njem učim zdravilne tehnike, zaščitne tehnike, odstranjevanje energijskih napadov, učim razumevanje civilizacij visokih dimenzij, pa kako delati kristalne zdravljenje, pa magnetno zdravljenje, pa kako brati energije ljudi, pa kaj so v resnici gore, kaj je v resnici ozračje in tako dalje, veš, te skrivnosti vesolja in sveta na tečaj razkriva, ne? Tako da zdaj bi te rad popeljal v zdravilno tehniko. Rad bi ti povedal mogoče en par zanimivih stvari o magnetni energiji telesa. Najverjetneje si že slišala, da lahko ljudje uporabljamo magnetno zdravljenje, da lahko z magnetno energijo zdravimo. Ampak dosti ljudi ne ve zakaj. Ljudje ne razumejo, kako lahko z magneti zdraviš, ne? Kako lahko neka magnetna energija, ki je energija privlačnosti, zdravi. Pa ti bom zdaj dal malo bolj globi uvid v to. Ti moraš vedeti eno stvar, da nekaj takšnega, kot je bolezen, v resnici ne obstaja. Ko mi rečemo, da je neko telo bolano, v bistvu pomeni, da so celice v telesu na drugačen način postavljene, druga z drugo, drugačna struktura celice, ali pa celica se drugače obnaša, kot bi se morala. In mi temu rečemo bolezen. Ko se celica drugače obnaša, kot je naravno, da se obnaša, rečemo, da je celica bolana. Ali pa ko je celica na napačnem mestu, ne, v telesu, tam, kjer ne bi smela biti, ali pa povezana z drugo celico na način, na katerega ne bi smela biti, rečemo, da je to tkivo bolano. Teda mi moramo v bistvu, ko govorimo o zdravljenju, mi v bistvu govorimo samo o tem, da vrnemo nazaj elementale, ki sestavljajo telo na pravo mesto. In da celico nazaj obrnemo v način delovanja, ki je njej naraven. To je v bistvu zdravljenje. In to najlažje, zelo enostavno, med drugimi načini seveda, naredimo z upravljanjem magnetne energije. Magnetna energija je v bistvu energija, ki se ustvari vedno, ko se električno nabiti delci premikajo. To pomeni, ti si zgrajena iz atomov, ne? In atomi imajo elektrone, ki se vrtijo okoli atomskega jedra. To je tvoj najmanjši mikrogradnik tvojega telesa. In vedno, ko se elektroni vrtijo okoli atomskega jedra, se ustvarja neko elektromagnetno polje. In to elektromagnetno polje ustvarja bodisi privlačno energijo, bodisi odbojno energijo, ne? Tako da s pomočjo magnetnega polja lahko ti upravljaš pozicijo celic oziroma atomov v tvojem telesu. In to je v bistvu zdravljenje. Če ti prav postaviš energijo nekega človeka, tako kot mora biti, in jo lahko energijsko premakneš na pravo mesto, je lahko posledica tega zdravljenja. In to naprimer delamo z magnetnim zdravljenjem. Zdaj pa glej, kaj je največja težava bolanih celic? Največja težava bolanih celic v telesu je, da nimajo energije, s katero rabijo, da se ali obnovijo ali pa zaštartajo ponovno. To je težava celice. Ko je neka celica poškodovana, takrat ta celica nima energije, da se popravi. A veš, to je tako takrat, ko si ti bolan oziroma bolna, nimaš nič energije, si že opazila, ne? Pač ne da se ti nič, pač hočeš tam spati, hočeš piti čaj in počakati, da se skupaj mine. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker ti lastne celice požirajo življenjsko energijo in s katero se zdravijo, katero rabijo za to, da se ozdravijo. In to je največja težava. Bolana celica nima visokega odstotka celične energije, zaradi tega ima tudi počasnejšo regeneracijo. In kaj delamo z magnetnim zdravljenjem? Z magnetnim zdravljenjem mi v bistvu energijsko vplivamo na membrano celice, da se na primer membrana celice odpre, potem pa lahko nekatere snovi, kot so ioni, ali pa celo biološko elektroliti, ali pa celo voda, premikamo v in iz celice in celico energijsko napajamo. In mi lahko dobesedno
energijsko napolnimo celico z magnetno energijo zato, da dobi več zunanje energije, zato da lahko hitreje sama sebe regenerira. To je, na primer, način, kako magnetno zdravljenje vpliva na celico. Druga stvar pa je, da lahko mi v celici za magnetno energijo pospešimo proizvodnje ATP energije. ATP molekule so v bistvu energijski elektrarne, energijski reaktorji v celicah. ATP energija je ta celična energija, zaradi katere ima celica moč, da se deli, da se premika, da se regenerira. In za magnetno energijo lahko mi v celici ustvarjamo nove količine ATP energije, se reče temu v mikrobiologiji. In ATP energija je energija, ki celico naredi živo. In mi za magnetno energijo lahko povečamo za nekajkrat količino ATP energije v celici. Zato se, na primer, po magnetnem zdravljenju, ko mi z magnetnim poljem vplivamo na nekega človeka, poveča lahko količina te celične energije in ljudje avtomatsko posledično sprožijo zdravljenje. Zato so, na primer, magnetna zdravljenja tako uspešna, ko ima nekdo vneto tetivo ali pa raztrgano križno vez ali pa neko vnetje v telesu in na to točko vplivamo z magnetno energijo, zato se lahko sproži zdravljenje, ker se sproži ta celični spomin regeneracije, ki ga celica ima in se zagotovi nova doza energije. In, na primer, poglobljeno seveda učim o tem, kaj je magnetno zdravljenje, kako se celice odzivajo in kakšne so dobre lastnosti magnetnega zdravljenja, med drugim na tečaju mojstra meditacijske terapije. Tako da moraš vedeti, da pomanjkanje celične energije povzroči propad celic, povzroči bolezni celic, onemogoča upravljanje osnovnih funkcij celic. Če pa znaš ti celico napolniti z energijo, pišoka, pa bo lahko ta celica zdrava, pa lahko ta celica hitra, močna in inteligentna, a ne? In to je ena taka stvar. Tako da na tečaju mojstra meditacijske terapije se potem učimo tudi kristalnega zdravljenja, pa upravljanja, pa magnetnega zdravljenja, pa kako vpliva, na primer, planet na celico, pa kako visoke civilizacije, ki imajo napredne zavesti, lahko programirajo naše telo in celice in še in še. Skratka, jaz sem ti hotel danes dati dve znanji. Prvo je to znanje o tem, da je ta planet v resnici planet A pa planet B na istem planetu, in drugo je, da obstaja magnetno zdravljenje, s katerim lahko dobesedno svoje celice pozdraviš hitreje, in da imaš ti možnost to zdaj razumeti oziroma izvajati. Vkolikor te to vrstna znanja, o kateri sem zdaj govoril, zanimajo in te kličejo ta skrita znanja človeštva, družbe, v kateri živimo, našega telesa, vesolja, in se želiš naučiti delati z naprednimi civilizacijami in odstranjevati energijske vdore iz tvoje hrbtenice in preprogramirati spomin telesa in tako dalje in upravljati meditacijsko energijo na zelo visokem nivoju, potem si definitivno pogledajte tečaj mojstra meditacijske terapije. Začne se 21. oktobra, mesta so omejena, zaradi tega, ker želim delati z ljudmi kvalitetno in dobre meditacijske terapevte narediti, in kolikor želiš na ta način, ko sem te zdaj povedal, pomagati ljudem in jih učiti o tem, potem pa je to definitivno nekaj, kar je prav zate. Skratka, vesel sem, da smo se danes pogovarjala, oziroma žmahkar si sam ti govoril, Ja, tako je pač ta video narejen, ampak vesel sem, da si bila z mano in te lepo pozdravljam.